Najprej bi vas vprašal, kako se počutite ob tej temi ljubezen gor, ljubezen dol. Duhovniki veliko govorimo o ljubezni, pa imamo malo ljubezni. Da ni bolj v tem stilu. Če smo zoprni že na začetku, ali pa sem zoprn že na začetku. No, kako jaz trenutno doživljam to, da je ljubezen največja, če pogledam malo svoje življenje, vsak zase. Kako jaz to doživljam? Imam kakšno drugo besedo za ljubezen? Kaj bi bilo moje najmočnejše izkustvo v ljubezni? Če pogledam, no recimo, jaz imam 50, imam čez, Egon ima kakšnega več, ali pa še kakšnega manj, nisem zdaj čisto siguren. Pol nekateri ste malo mlajši. Kaj bi lahko rekli zase? Kar se tiče ljubezni. Največja je res največja v mojem življenju. Ali kaj drugega največje? Pa kako si jo predstavljam? No. Če pogledam svojo zgodbo malo, gre počas tole. Jaz se spomnim, ko sem bil tam od 18 do 25, se mi je nekako upiralo poslušati in govoriti o ljubezni. Dobro, so bili taki časi, to je bilo tam pred, se pravi, leta 70 pa malo kasneje, ne? Je bilo tako obdobje. In se mi je zdelo neumno, da vsi govorimo, pa nihče ne ve, zakaj gre. Pa kaj to je? Morda še najbolj matere, pa tisti starši, ki cel dan garajo, da otroci lahko preživijo, da imajo kaj dosta dati. Pa se še trudijo poleg tega, da so prijazni do njih, da si vzamejo čas, da gre skrbno sprehod, da vsa ta nega, ki je potrebna, vsak dan za enega otroka. To je bilo, se mi zdi, še najbolj, ne. Potem pa tako navzven, ne. Pa osebno, recimo. Jaz sem ljubezen najprej doživel kot lepoto. Se pravi, se spomnim, ko sem bil prvič v hribih. Obupnega strahu, ki sem ga doživljal, ko je bil sam sneg, na Grintovc gor, pa pol tam čez dolgi hrbet, pa na skuto. In sneg je bil na tistem, jaz pa tako brez, da res ničesar, ne. Jaz spomnim, kako na smrt me je bilo strah, da sem jokal od strahu. Sem tam dol lezel, iz Grintovca, no, čez dolgi hrbet. In spomnim, kako sem molil. Kako sem molil, prav v strahu, ne, zdaj, kaj čem narediti, ne, ker vedno bolj, nobene markacije nisem videl, vse je bilo čudno, tako strah me je bilo res, se spomnim. No, pol jaz nekaj stokam, nekaj rožnevec molam, nekaj izdihujem, jokam zraven, sam sebi sem se smilil. No, pa le pridem čez, za enim sem hodil, seveda, nekaj bo tudi strah, malo manj, no, ali vsaj pokazal ni. No, ampak pa prideva midva na skuto, po sreči. In jaz sem doživel, tako bi rekel, danes bi rekel temu tolažba, ne, ker sem pač Ignacija preštudiral, pa malo videl, pa pol sem večkrat še kaj takega doživel. Tolažba, ne, jaz sem doživel nekako, da smo objeti, da je škoda, da me je tako strah, da moje življenje ne more nikamor pasti. V trenutku, ne, tam iz skute, ko sem gledal proti Triglavu, ko sem gledal nazaj na Grintovc, ko sem gledal dol v dolino, na Ljubljanski kotlini je bila taka mlečna
pokrovka, lepo, sem vrhovi so se videli. Tako se mi je zdelo, da sem v ljubezni. Tako mi je bilo jasno, ne, da moje življenje je dragoceno, da ne morem kamor past, da ga nihče ne more vzeti, ne glede na to, kaj bo in kaj je. Ne. Tako recimo, to je ena taka izkušnja. Pol ljubezni, ne, to je bilo tam v začetku, ampak jaz sem to doživel kot lepoto, kot objetost, kot eno globoko smiselnost, da je res dragoceno življenje, ne, pa veselje, ko gledaš, pa se doživljaš tako majhen, ne, kako sem se prej v tistem strahu, sem se počutil, kot da sem sam in da zdaj bomo mahnili bo konc. Ne, rekel, ta negotovost obupna, po stran, pa kot en odgovor na to, ena širina, kot da se je moje preplašeno srce odprlo, ne, kot da je povezano z vsem in vseh. Tako nekako sem jaz to doživljal. To se živo spomnim, ne. Pa še ne parkrat v naravi, recimo v Rimu, ko sem študiral, popoldne sonce sije in dežuje. Jaz tečem v dežju in sonce svet nasproti, tako kot bi tekel med kristali, no, vse je žarelo, jaz tečem, sonce sveti v dež ko lepo pada po meni pa pred mano, ampak vse žari, tako ne, pa tak rdeč zahod je bil čudovit. Jaz sem spet doživljal podobno, ne, bi rekel, da sem nošen, ne, da je ves ta rimski hrup, ker to je mesto, to ropota 24 ur na dan, skozi, ne. Rekel, nekaj časa me je prav motiv, se spomnim, ampak potem sem prav doživel, kako je ta hrup mečken, droben, ne. Kako je škoda, da se jaz s tistem ukvarjam pa zgubljam veselje zaradi hrupa, ker mi smo živeli dol na Piazza del Gesù, kjer so okoli je Venecija, Piazza Venecija, Beriški trg, ne. In avtomobili dan in noč, okoli, ropotanje, policija, skozi. Potem sem imel pa še kot začetnik, sem imel sobo na cesto in to je bilo, ko bi spal pod auspuhom oziroma med motorji od avtomobilov. In to, če je bilo pol ure po noč, kaj je miru, ne. Ampak jaz sem tam doživel, kako je to majčken problemček, ne, kako je to smešno, da se jaz s tem ukvarjam, pa da imam težavo zaradi tega. No dobro, recimo. Ampak to samo zaradi tega, ker ta sonce, voda, zemlja, kot da Bog pokaže, poglej, jaz vse skrbim, kaj zdaj ti delaš težave iz hrupa. Ne, dobro, pa še kakšne druge težave so bile, ne, nas je bilo preveč, smo spali po raznih kotih, pa tako naprej, ne. Dobro. To zdaj govorim zato, da se malo spomnimo, ne, naše izkušnje ljubezni. Močne izkušnje, saj pol pa, kaj pa vsakdanje recimo? Vsakdanje. Pa imamo vsakdanje izkušnje. Primer recimo. Veste, ne, v skupnosti, kjer je 10 možakarjev, so ti nekateri simpatični in jih zlahka sprejmeš, imaš pa enega ali pa dva, ki ne, ki ni, bi rekel, kemije, ni, ker je težko, se je težko pogovarjati, je težko sodelovati, je težko tako, no, bi rekel, težavca. Zdaj, kako jaz tle noter doživljam ljubezen, pa kdaj? Ja, vedno, kadar se uspem zahvaliti za sobrata, za svojo antipatijo, kadar uspem reči, gospod Marička, danes imam pa še poseben odpor do njega, tle zraven sedim, zajtrkujo skrb, pa ga ne morem pogledati. Ne morem ga pogledati. Ti ga pa sprejemaš, smo naklonjeni, ga imaš rad, ti je dragocen. A ne, kaj jaz zdaj lahko naredim, kako mu jaz lahko to pokažem? Pa greš pa, ne vem,
pa mu prineseš čaj, mu prineseš kavo, ne, iz kuhinje, na mize. In jaz takrat doživim ljubezen. Rekel, začutim, da se odpre. Začutim veselje, da se nisem prepustil tej naravni ali pa naravni. Veš, kakšna je, ne? Če bi človek se vedel, kateri hormoni, pa kakšni voni, pa kaj vse te mod, pa to. Ampak kljub temu, če jaz to sprejmem, pa se zahvalim Bogu za to, kar čutim, pa doživljam, pa zdaj moram priti. Ne, ni treba, dobro. Zdaj, uvod bo pol ure, pa še ne 2 ure. Bog se smil. No, ampak, če mi reč, doživljanje ljubezni, ker se mi dal mečkam besede, pa jo tudi začutim, pa doživim eno veselje, ne. Ni tako, ki je bilo v Rimu ali pa na Skuti, ali pa, ne vem, kad se spomnim, v Italiji sem kot novinc molil v enem slapu. To se mi je zdelo tako doživetje, kot da Ropotalje, krasno, sonce, ampak to je bilo nekako, kot da sem v središču sveta, da se vse povezuje, da je vse dragoceno, da je smiselno, ne. Tudi to, da jaz tam nisem znal dobro jezika, da sem obiskal jetnike z enim starejšim patrom, kateremu so brigade Rose ubile brata, pa tako naprej, ne, da se nisem znajdel, pa vsak dan sem vozil enega na dializo enega brata, vsak drug dan. In sem se zgubljal. In potem sem od živčnosti pustil ročno zategnjeno pa 50 km z ročno vozil. Mislim, tam sred Bergama, pa tam, ne, Milano pa okoli. In rekel, tako, ne, sem se počutil brez doma, zgrbljen v Italiji, sam sem bil, ne. Dobro, so bratje že, ampak to si italijansko govorili, jaz sem pol zastopil, pol pa ne. In tako nekako, da te nekdo stiska. Ampak, evo, ob slapu, molil sem, ponavljal sem Božjo besedo, nekaj sem bral in psalm sem pel na glas, ki se ni slišalo. Ob slapu nekaj, to je to. Jaz tam pojem, opijem. In sem spet doživel to, da je škoda, da se sakiram, pa da se toliko vrtim okrog sebe. Da ni treba. Da je škoda. Pol to čas doživim tle v cerkvi, ne, naši. Se ob 4 zbudim, pa ne moram več spati. Pozim pa v cerkvo, pa začnem pet, ki sem sam noter, ta prvi bas je čist, najnižji, kar zmorem. Ne. Povrim pa v falset na konc, pa pojem Kirije, recimo. Kirije. Pa to je na uro, recimo, ali pa je na uro pa pol. In na konc jaz doživljam, kaj doživljam? Da me ljubezen mirka. Tudi, če imam pojem sestank, me je strah, ker nisem dober za sestanke. Odločitve, me je strah, ker nisem dober za odločitve, pač sem, kar sem, ne. Ampak tisto, kot da zgubi vso moč in težo, ne. Rekel, te stvari, ki čakajo, ki bodo, ki... Prav zaradi tega, ne. Pa sem ponavljam, pojem raznih tonih, raznih melodijah, Kirije, ali pa Gospod usmili se, ali pa po pravoslavno, ne, Gospodi pomiluj. To še ne ve. Pa še v falset. Ne? Živijo. Kaj naprej? Jaz še le v vod delam, tako da... Zdaj, bom lih vod naredil, te šli pa domov. No, se zdi tako, no, da to vsi doživljamo. Zdaj jaz bom tle nekaj racionaliziral, ne, ampak poskušal. Ampak dejansko zaljubljenost, kaj je zaljubljenost, veš, ko si zaljubljen? Ne. Ne, ko govoriš o zaljubljenosti. Kaj je Božja tolažba, veš, ko si jo doživel? Kaj je Božja ljubezen, veš, ko si dal besedo, pa si tudi dol doživel, saj malo doživel, no? Pa si doživel razliko, pa si doživel spremembo, recimo, ne? To sem pa že povedal, se spomnim, ko sem bil
bogoslovec, po novicijatu gremo mi 2 let na prakso. In mene so dali v Rim na Radio Vatikan. Jaz sem sicer dobro zdaj v Šabem Gorencu, Rim pa to ne. Tam se pa lahko hvalil, da zdaj jaz sem na radiju delam. Dobro. Pridem jaz tja, starejši pater, ko danes sva prijatelja, začelo se je pa slabo. On me niti ne pozdrav, niti ne pogleda. Nič, sam papir mi da prevet, pa sem imel še une stroje navadne, ne, ko smo na tipkov se smo mogli zmatrati, ne, to je mene vse bolelo, na koncu. Pa še na začetku, ne, človek pač italijansko, ne znaš, ne vem kako dobro z italijanščine ali pa angleščine, je bilo treba prevajati novice. Jaz tisto prevedem, dam patru, menč ne pogledam. On tisto pogleda, vrže v koš. Nič, ne. Pol, po 3 mesecih mi reče, bereš, kot bi suho slamo žaril. Jaz pa v Šabem Gorenc, ne. Pač človek misli, da je ponižen pa to, ampak v resnici Bog se usmil, kakšna ponižnost. Ne, pa vem, pol 4. mesec meni že vse kur, je švicen, ko grem na Radio Vatikan peš, že razmišljam, a bom jaz ven vrgel, kaj bo, kako bo zdaj stvar šla, ne. Ker sem še molil tudi pa to, sem jaz to začel Bogu stokati, dragi Bog, zdaj pa če ne boš nekaj naredil, se tole slabo končale. Zato, ker to pa res, to pa nisem kamer, da je. Gorencu se po pol leta sprazne ljubezen. In pol kaj še ostane? Pest? Ja, pri 25, no, mislim. Kaj še ostane? Pa antipatija, zamera, jeza, pa kako mora biti tak, pa kaj je to sploh jezuit, pa tako, ne, take stvari. No, Ampak stokal sem pa le malo Bogu, da tole pa res ne grem kamer. Zakaj ravno jaz v takem zosu, pa po novicijatu, ko še ves po zrak letaš, pa to misliš, joj, v novicijatu moliš v duhovnih vajah, da bi bil podoben Kristusu ponižanemu, s križem obloženemu, opljuvanemu, ne, moliš, da bi, prosiš, Gospod, da bi te pridružen, ko si ponižan, ko si trpen, ko trpiš, ko nosiš muko človeka. To moliš v novicijatu. Pa prideš v situacijo, pa to sploh ne potegne, ne prepoznaš, dobro, jaz nisem. Ampak sem pa le stokal tako pobožen, da Gospod, zdaj če šlo tako naprej, to pa ne bo šlo, ne. Tle se je slabo končalo, ali bo pater nasankal, ali pa se v meni utrgali. A ne? Dobro. No, ampak Božja ljubezen. Nekega lepega dopoldneva preleti pater gor, da se je nekdo zaletel van, nižje dol, zunaj. In da nima fotoaparata, da poslikal, da je zdaj to katastrofalno, ker ga bojo Italijani pol na sodni lepo okoli prinesli in tako naprej. In bo polemija. No, jaz hiter pot pod noge, 20 minut je bilo peš do našega kolegija tam internata, oziroma tam, ker smo bogoslovci bili. Laufam tja, po fotoaparat nazaj, sem rabil 20 minut, kaj pa nazaj. No, jaz tisto poslikam z vseh možnih kotov, a ne, se ni bilo veliko škode, bilo pa je, ne. In pol pater na sodni, ga niso za nos potegnili na sodni. No. In od takrat naprej se je njegov odnos do mene zelo spremenil. Zanimivo, ne? Pa me je učil brat, smo šli v nedeljo skrt na izlet, tako ne, smo postali, je prišlo do komunikacije. A ne? Zdaj, kot Gorenc bo človek lahko vse prepisal. A ne?
Ampak v resnici je pa Božja ljubezen. Pa, a ne. Jaz zaradi tega nisem bil nič bolj pobožen, nič, ampak ko nazaj gledam, se spomnim, poglej, to je to, ne. To je nekaj lepega. Pa če ne bi nazaj gledal, sploh ne bi opazil, se ne bi niti zavedal, se ne bi mogel tega veseliti. A ne? Dobro. Mislim, da ima vsak izmed nas veliko takih stvari, ko si prosil, ko si molil, pa ti je Bog dal, pa si pol pozabil, pa spet ne zaupaš, pa spet dvomiš, pa spet stokaš, pa spet... In pa Gospod spet poskrbi, pa ti spet pozabiš, pa spet nehvaležen, pa spet... Tako se mi zdi, no, da gre zadeva. Pri večini, kar spremljam. No, tako da... A to je zdaj kar umrlo? Ne, ni. Dobro. Znotraj tega konteksta se mi zdi, ne, bivanskega, jaz sem tudi na ta način odkril, kaj. Dobro, to je zdaj iz Božje besede. Ampak jaz bi tu rad poudaril par stvari, ki se mi zdijo tudi dragocene. Mi smo imeli enega profesora, ki je bil zelo dolgočasen na Gregorjani, potem, ko sem osnovno teologijo študiral. Nemec, že 40, je govoril tako, take božje teološke stvari, tako govoril, kot hidromehanik ali pa tako se meni zdel, da govori, kot bi bila tam ena šlosarija, ne, tako. V glavnem, jaz sem trpel zraven ko zverina, ki sem tisto poslušal, pa jezil sem se vse, ne, pa nisem ga mogel sprejeti in dejansko ga tudi zaradi tega nisem nič slišal, ker ga nisem sprejel. In on nekega lepega dne govori, a ne, da je to, kar je tle narisano, da je ves svet v Sveti Trojici in da so vse celice, pa vse, kar deluje, zasnovano na tem principu Svete Trojice, se pravi podarjanje, ne, dva drugemu v tretjem. To je, če gledamo zdaj, da vse te celice delajo, kakšno pretakanje, kakšno podarjanje, kakšno prepletanje je vse to, ne, recimo, ena roka, prst, eno telo, koliko milijard je tega. Dobro, ampak on je to razlagal in kar naenkrat reče, mi nismo, naš svet, pa življenje, pa vse to, to ni izven Boga, to ni nekje daleč. Mi smo v Bogu, mi smo znotraj Boga. Mi smo znotraj tega, da Jezus krepeni, da bi očeta vsi spoznali. Mi nismo izven. Vse moje bitje, pa vse moje težave, pa vsi moji joki, pa vse moje bolezni, pa da ni izven Božje ljubezni. Boga, ne? Božje skrbi, Božje pozornosti, Božjega sprejemanja, Božje naklonjenosti. Ampak znotraj. No in to je bilo zame, kot bi me nekdo s kijem poglav, meni se je takrat odprlo. Jaz sem pa začel pesmi pisati. Od veselja in sreče, da sem odkril, da smo mi v Bogu, da nismo zunaj Boga. Tudi ves naš greh, pa vse neumnosti, ki jih počnemo, pa temni trenutki, osamljenost, samota, zaprtost, rane, zlorabe, žalosti, vse je znotraj, se dogaja znotraj Božje ljubezni, ne zunaj, znotraj. Svet, vesolje, znotraj, ne zunaj. No, in to tukaj pač je nekako prikazano tako geometrijsko. Sveta Trojica, svet, cerkev, skupine, posameznik. To je, ne, po strani je tako. Po drugi strani pa pol Tesaloničanom, pa cerkveni očetje, pa duhovni ljudje, svetniki. Pa tudi ta Gloria Polo, ki je bila tle, če je kdo bil, ki je tako se spomnite, ko je govorila, kdo je bil, no? Jaz sem spovedoval 7 ur, pa samo vsake to, ko sem slišal Jesús mío. Ampak jaz, ko sem jo poslušal, jaz sem jokal. Pa sem spovedoval, pa jokal sem zraven. Poslušal sem človeka, pa jokal sem zraven. Evo, ampak ta druga plat, še, ki sem jaz ob Gloriji še posebej doživel, ne, ali pa slišal, razumel. Ona pravi, ne, da Bog, ko prižge človeka, ko
ko se dve celice združita, pa Bog pošlje, ne, mene v to. Da pol dokler se jaz ne začnem zavedati, pa da postanem zavestno bitje, ne, da me Bog skozi nosi. Zato so majhni otroci tako krasni, ker me spominjajo na to, da smo ljubljeni od Boga, ne, ker v meni prebujajo nekaj spoštovanja, naklonjenosti, nežnosti, blagosti, potrpežljivosti, krotkosti, samoobladanja, zaupljivosti, v resnici, ne, če pogledamo. No, in pol ona pravi, ko se pa začnem zavedati, ne, otrok, se pa Bog skrije v srcu. Skrije in utihne. Ampak je, ne, Sveti Duh pravimo, ne, lahko rečemo. Ampak je tukaj znotraj. Ni. Se pravi, v svet je v njem, on je pa tudi tle, pa tamle, pa tle, tudi če se človek grdo drži, ampak to Gospoda, to Božje ljubezni čist nič ne moti. Jaz sem lahko umski bolnik, se spomnim, ko smo bili kot Olengo, jaz sem videl take otroke, še enkoli prej, ne, to ni vedel, kaj je glava, kaj je kaj vodenično, to je bila taka glava, nekaj cvililo, ampak ko ti prijel, te je tako stisnil, te je tako objel, spet zajokati. Ne? Zaprav, tudi v tem, ki ga imamo mi, ne, ta moderna znanost, kao, da sploh ni človek, pa da ga morala. Ja, ampak v tem človeku, ki nima niti obličja ta pravega, ki je ves invaliden, ki je ves čuden, ampak ko se te dotakne, ko se ti njega dotakneš, čutiš ogromno ljubezen, da te gre kar na jok. A ne, dejansko je zaradi tega, ne, ker je Božja ljubezen človeku, ker je ta ogenj, ki ga je Bog dal znotraj. Tudi če se ga jaz pač zaradi svojih težav, stisk, zadrtosti, razočaranja nad sabo in nad drugim, ne zaznam več, ne vidim več. Ampak je, ne, živi, diha, jasno. Ampak zdaj, ker je pa Bog spoštljiv, pa pol ta ljubezen deluje in aktivira in je močna samo, če jaz dovolim. Tle imamo mi tudi težave, ne. A me strah, ki vpraša za dovoljenje, ko me napade? A vas kaj vpraša za dovoljenje, strah? Pa žalost, a vas kaj vpraša, a me sprejmeš? A mi dovoliš, da ti vzamem čas, prostor, kaj so že tele endorfine in druge, pa serotonine, pa da te lepo zdelam do vesele. A te vpraša žalost, pa depresija te vpraša? A te strah vpraša, a me sprejmeš? A vas zdaj vpraša? A te primerjene, ko se začneš primerjati, vpraša? Ko se začneš z drugimi primerjati, a te kaj vpraša? Nič ne vpraša. Pa recimo močna jeza, bes. A te kaj vpraša, če smeš zdaj plovati po drugih, pa se jeziti, pa zaničevati, pa sovražiti, pa zameriti. A te kaj vpraša? Ja, mene nikoli ne vpraša. Me samo, tako kaj je že tale, Fast and Furious, ne? Lepo te povozi. Pa te prežjaga lepo in ti se že jeziš, ti si že preplašen, ti že verjameš stvari, ki sploh niso res, pa kar verjameš. Ljubezen pa tega ne more. Bog tega ne more. Bogu moram jaz dati besedo. Mu moram dovoljiti. Dovoljiti mu moram. To je bistvo pa različevanja Ignacijevega, pa molitve, pa Evharistije, pa spovedi, pa branja Svetega pisma. Jaz zavestno moram dovoljiti Bogu, ne, da začne, da njegova ljubezen lahko dobi besedo, moč, prostor, čas, tako kot v Mariji, ne, Marijo je mogo vprašati, angel oziroma Sveti Duh, če sprejme. A ni tako? A ste opazili? Pa je Marija rekla, sprejmem, pa se je pa zgodilo. A strah me nič ne vpraša, ne, ali pa žalost, pa da prvo pride to, kar je mama rekla, saj tis pa res ena zguba, ne, pa odličnak. Ampak ko sem žalosten, pa me je strah, me prvo tisto pride, stara plošča.
ona vanilovka, kaj že. Ne? Zdaj, če jaz dovolim, me spet vzame čas, prostor, nimam časa za ljubezen, ampak se izgubljam, ne? Se vrtim okrog strahov, se vrtim okrog žalosti, okrog jez, okrog primerjanj, okrog zamer, okrog skrbi in tam okrog. Ta čas, ko se jaz ukvarjam z žalostjo in strahom in zamero, ljubezen v meni nima besede. A jo ima? Jo nima. Če še tako hoče, ki jo nima. Jo nima. Nima jo. A jo ima? Sveti Duh ima kaj besede, ko jaz zamerim pa razmišljam slabo o nekom. A je v mojem srcu ima kaj prostora, da me lahko čustva sprosti, da me lahko razveseli, da mi lahko da občutek, da sodelujem z nekom, ki za vse skrbi, za ta hip, pa vse vzdržuje, vseh stvarih dela, je do vseh pozoren, ki ima vse rad tudi tiste, ki pobijajo in delajo slabo. A mi kaj pomaga, ko sem v zameri. A jaz iz tega lahko zajamem, ko se v srcu ukvarjam z eno jezo na nekoga. Ne morem, ne? Ne morem, a lahko? Nikakor ne. Nikakor ne. Ne, se pravi, ljubezen Božja pa Bog ima eno veliko napako. Ustvaril me je po tej podobi, ne, da če sodelujem z njim, potem se množi to, kar on dela. Če mu dam besedo, potem tudi moje meso začne doživljati to, kar on dela. Pa ne samo zame, tudi zate. Če mu pa ne dam, pa doživljam nasprotno. Namesto blagoslova doživljam prekletstvo. Ker nisem dal njemu besede, nisem dal njemu besede, ne? Njegovi ljubezni, njegovi zvestobi, njegovi trdnosti. Svobodna privolitev, se pravi, ljubezen ni, kako smo že rekli, tle pravimo, ne, moderno, ta ameriški stil, je čustvo, ki mine, zato je treba ženske menjati kot srajce, Mercatorje menjati kot srajce, možakarje menjati kot srajce, pa bolj jih menjaš, bolj si lačen, bolj si sam, bolj si tako, ne. Tvoja ljubezen ni občutek, ljubezen je to prva odločitev. Ko jaz dam prostor, recimo zaupanje v Boga, pa se v srcu borim, Gospod, evo, za ta strah se zahvaljujem, ampak se ne nočem prepustiti, misli, ki me jih seljuje, hvala ti, da me je strah, hvala ti, da sem revež, ampak ti zame skrbiš. Ko se jaz borim 15 minut tako, kaj bom začel čutiti? Če se zahvaljujem 15 minut za strah, ki ga doživljam, kaj bom začel čutiti? Je Božja ljubezen bom začel doživljati. Počas. Pa če sem se odločil, da bom sobrata, ki mi gre najbolj na jetra, vsak dan blagoslavljal, pa še posebej za njega molil, pa iskal pozitivne vidike njegove osebe, pa se trudil, da bom bolj pozoren do njega, kaj bom začel doživljati? Ja, Božja ljubezen. Ker bom imela plac, prostor, čas in tudi občutke bom dobil, ne? Ker sem ji zaupal. Ne. Če pa ne, bom pa čutil drugo, ne tam, ker ne vem, če sem se zaprl za mero pa antipatijo, pa jaz čutim antipatijo, ker sem verjel antipatiji in ji pustim, da vlada. To je, stari pravijo, ne, v srcu večna lučka gori, pojo pa tema obdaja. Tema, ne, zdaj, v Svetem pismu pravi, ali pa teologija pravi, izvirni greh, pol nezaupanje do Boga, ta strah, da je Bog hudoben, to je ena tema okrog, ne, ki ima vsak od nas, pojo pa rane, ki jih doživimo od drugih, pa sami, to še utrdijo, okrepijo, ne, da se nam pol zdi, da res v srcu nič Božjega ne gori, da je sem zverinstvo še pa praznina, pa strah, ne. Ampak, dobro, zdaj, in Jezus, in pol svetniki, in cerkveni očetje, pa če gledate kjerkoli mističarko, recimo Ignacij kot mistik, Terezija Vilska, Janez od Križa, pa tudi kakšni modernejši, ne, so pa vsi preko vseh teh ovir, ki so, ne,
od mojih strahov, zamer, udarcev, ran, grehov, ki me držijo, eni po 30 let, drugi 2 let, ampak držijo. So preko vsega tega Bogu dovolili, da je njegova ljubezen prišla tudi v zlorabo iz mladosti, sem jo bil deležen, pol v zlorabo, ki sem jo sam naredil, čustveno ali pa drugega. Pa tako naprej, se pravi, ampak zato, ker sem dal besedo ljubezni. Prej v Hrsti, recimo, ko smo, kaj takrat lahko narediš? Ja, povabiš Jezusa v svoj največji strah, v svoj konflikt, v svojo zamero, v svojo bolezen, posledično telo tudi nastanka, v svoj holesterol ali pa cukr, pa greš k pohilu. Pa povabiš njegovo ljubezen v svojo rano, v svojo temo. Pa kot bi rekel, da dovoliš Kristusu, da te preko besede, ki smo jo dal, preko kruha od zunaj, poveže z Bogom, z Božjo ljubčjo, z Božjo ljubeznijo, ki je v tebi. Tudi če je zametana, zabetonirana, za zidovi zadaj, ker se človek pol nauči biti grob, se nauči biti surov, se nauči biti zadirčen, zapeljiv, lažniv, pa tako naprej. Ampak, ko jih imaš potem s pomočjo besede, ki jo slišim, pa s pomočjo kruha, pa vina ga zaužijem, se povezuje, se ta tema, ki je okrog mene, okrog mojega srca prebija. Večna lučka, če tako rečemo, skrita kamnica, ki gre v meni, dobiva moč. In pol vpliva na endorfine, na serotonin, na jetra, na ledvice, dejstvo, če že hočemo. Predvsem pa vpliva tudi na moj pogled na druge. Zdaj, ko doživiš eno tako lepoto, kaj doživljaš? Da smo vsi dragoceni in smiselni, ne samo jaz, pa, moj prijatelj. Tudi Mitja Ribičič, pa tudi Janez Stanovnik, pa tudi vsi, Ne doživljaš takrat, da tega pa ne bi smel biti, pa bilo pa življenje lepo. Kadar se v ljubezni tega ne moreš doživljati. Če pa doživljaš, pa pomeni, da nisi dal besedi ljubezni, Da že nekomu drugemu verjameš, ki te je oropal, ki te je ven zaklenil, iz skrite kamrice, ven me je zaklenil, pa sem v telesu sem še zmer, sem me ni doma, nimam povezave, sem kot bi bil brez jedra. A vam je blisto ali ne? Te moje podobe, dobro. Niso vsakmu blizu, pa kaj češ, Tako je. No, se pravi, resnični jaz, ko jaz dajem Bogu besedo v srcu, ko se v strahu z njim pogovarjam, ko se v jezi z njim pogovarjam, ko se v užaljenosti z njim pogovarjam, ko ga pokličem, kaj se takrat zgodi? V meni se krepi ljubezen, ta resnični jaz, ki ga medno manj strah zase. Pa imam pa drugo možnost, ki je pa lažni, ta se pa pol znotraj zaprem, barikade so okrog srca in pol sem jaz kaj, se borim, da bi čim več imel, da bi se me čim več ljudi bal, da bi se pred mano klanjali. Ker znotraj tega nič več ne doživljam, zdaj rabim od zunaj, da mi povedo, da mi bogatstvo pove, da le nekaj sem, ker jaz v svojem srcu doživljam, kot da me ni. Zato, ker ljubezen nima besede, ker jo nisem dal. Pol isto, pol kaj rabim, pol ljudi, da me častijo, ker jaz nič več ne čutim v srcu, da me Bog časti, pa da me vesel, pa da me ropnost, pa da sem tako dragocen, ker če pogledaš kakšno mamo svežo rojenega otroka, kaj? Ki se je razjokala, ki se je raztrgala, pa vama pa na prsih, kaj doživlja? Ja, tako je Bog do mene, pa do tebe. Vsak hip. Sam mi to pozabimo. Pozabiš, Pozabiš, kar pozabiš. No, dobro. In pol lažnija si je pol to, Vse praznina, pa rabim krast, lagati, pobijati, grabiti, druge, kako se reče, genocidirati, take stvari rabim. Da bi imel malo občutka, da sem še smiselen, da je moje življenje živo, da ni mrtvo. Ampak, dokler ne damo srcu besede ljubezni, se ne moremo živiti sam. Pa lahko cel svet pojem, vse obvladam, pa se me vsi ljudje bojijo.
Ampak bolj nesrečnega, samega in izgubljenega, kot sem jaz, ni. V resnici. Dobro. Tudi nekaj tega se mi zdi, da vsak izmed nas v življenju okusi, ker oboje doživljamo, ne. Imaš obdobja, ko te zelo vrže v ta lažni. Ko misliš, če boš imel človeka, pa bogatstvo, pa denar, bo pa vse v redu. Ja. Pa ni res. Ko sem jaz naučil dati besedo ljubezni v sebi, pa bo vse v redu. Ko mi je dal njej prvo besedo, ko me je strah, ko sem vadil tam, ne, ker to ni tako enostavna reč. Svetniki so se trenirali, zato so bratska skupnost, cerkev, pa vse to, da so zakramenti Božja beseda. Božja beseda me lih tega uči. Ko jaz berem, zakaj se tako pomirim, ko berem 2 ure Božja beseda od 2 do 4 po noč? Pa mi vstane, pa je Pavel, ki mi še zmerno jetra Pavel. Zakaj? Zato, ker je to je beseda, ki je odprta ljubezni, ki dovoljuje, da se moje življenje, pa moje srce spet oživlja, pa povezuje s tistem, kar gori tle, pa je gorelo v Pavlu, pa je gorelo v Petru, pa je gorelo po vseh nas gori v resnici. Samo da se nismo navadili dati besede. Zapravo, ljubezen ni čustvo, ki mine pa kar nekaj, ampak je Božji ogenjček, ki tle gori, in če me jaz dovolim, me počasi prežri. Od telesa, do samote, do žalosti, do mojih ran, do mojih konfliktov, do ljudi, ki sem jih prizadel, do ljudi, ki so mene prizadeli, do mojih bolezni, do moje smrti, vse. Vse zajame. Vse zajame. To Ignacij doživel že v Manrezi, recimo, ko je bil. Tako intuitivno. Pa je pa cel življenje z tega črpal, pa vsak dan se je vračal v to, vsak dan. Vsako uro, ne, bil obseden s tem. Ampak poglej, on je od leta 40 do 56 7000 pisem so napisali ljudje okrog njega, pa vse strani sveta. Za 1000 stvari konkretnih, po 26 točk, glede tega morda tako pa tako, pa vi presote, glede unga tako pa tako, glede neskončno ljudi, katerim je pomagal razločevati ljubezen. A ne? Odkud ta moč, mislite? Pa še danes, ne, smo taki bombarek, sem jaz, pa se navdušimo za Jezusa, ob Ignaciju pa je že mrtev godinama, ne, se pravi 1556. Ali pa kakšen svet Frančišek Asiški isto, no. Ali pa, no, Mala Terezika. Zakaj mislite? Zakaj? Ja, zaradi tega, kar govorimo, ne, se mi zdi. Zato, ker isti ogenj gori. In te so mu dali besedo v življenju. In to pride do nas, zato, ker to je resnica, zato, ker to nas gor drži, ker to nas prežarja, to nas oživlja. Zakaj imamo take travme, ko zdaj poslušamo Kočevje, pa ne, da se je slovensko samoodsvojitev začela s Kočevjem, pa tako naprej, pa meni kar pri srcu boli, pa sem bil dol ob Breznu, jaz sem čutil, kot da me nekdo z vrat drži, pa da me je zadušil. Na jok mi šel, sem jokal kot žval. Kot da sem, a ne, zakaj? A zato, ker je toliko ljubezni tam. Ja, morda, ne, dol, zakopane. Gotovo jih ni pobijala ljubezen. Sodelovanje z Božjo ljubeznijo jih ni pobijalo. A jih je. Pa tudi sodelovanje z Božjo ljubeznijo nakrade drugim. Nakrade, a krade. Pa spravlja v nesrečo ljudi. Ne. Ne spravlja, pa vsi vemo, da je to res pa prav, ne. Ampak vseeno imamo težave. Vseeno je velika bitka, ne. A ni? Ves čas. Kaj sem že rekel? A sem kaj rekel? No, sej, jaz isto itak govorim isto, ne. To je, Jezus piše po tleh, ne, pa tiskamen, kdor je brez greha, naj prvi vrže. Če pogledam, ne, kaj je Jezus pržgal? Dobro. Kaj je naredil? Da je njena ljubezen oživela v srce, ki je Bog dal. Pa tudi tisti, ki so imeli kamen v rok, da ga niso vrgli, to pomeni, da je ljubezen začela delovati Božja. A ni to zanimivo?
No, dobro, to sem pa že povedal. Koliko je uca? 8 že? O, Marička. No, to je samo to, da se spomnimo, vse to vsi vemo, ne? Jaz sem skušal malo osvetliti to, kar dejansko živimo, pa nam je dano, pa smo povabljeni. Pa mislim, da je največje božje hrepenenje vsak dan. Zame, pa ni važno, kako sem zgabljen, kako sem zaspan, kako sem žalosten, kako sem razočaran nad sabo, nad državo, nad inšpekcijami, ki so se lotile poštenih, še tistih, ki kaj delajo, pa tako naprej. Ampak Bog sredi vsega tega, v kaj me vabi, kaj jih hrepeni? Za danes, zame pa zate pa za vsak. Kaj mislite? Da gremo zdaj pa na ulice pa posekamo vse tiste, ki se ne strinjajo? Ali kaj? Prav gotovo. Kaj pa meni pomaga, če se cel dopoldne jezim na... Kaj mi pomaga? In dopoldne sem zgubil. Nisem sodeloval s tem, da ima on mene rad, pa da na holi ljubezen lahko spreminja moje življenje, pa dela v meni, pa vse, ki jih jaz dosežem, da to hrepeni, da nas poveže, da nas prebudi, da se zavedamo, da smo dragoceni, sprejeti, spoštovani, vsak hip, tudi takrat, ko se nismo všeč, pa nam drugi niso všeč. No, to so pa sredstva. Juhuhu. Zdajle bom jaz kar počas. Stvarstvo. To je že v stvarstvu položen, mi pa ne vidimo. Ali pa velikrat ne vidimo. A ni tako? No, recimo. Ali pa tle, ta velika mama pa sinko zraven. Ali pa hčerka, ne vem zdaj. No, to je pa tako ena gorenjska slika. To gre pa na Montserrat peš, tovarišija sinega Galeba. Zdaj smo še, gor smo se filali z ljubeznijo. Da bi se kaj prižgalo. No. To sem že govoril. To je bilo okrogla miza v torek. Če preberete, da bom govoril. To sem zdaj govoril dejansko. Še odpuščanje, ne, pa... Zakaj pa bolečina, zakaj pa Kristus ni nazaj udaril? Zato bi nas zaprlo, ne? Zato bi pa še tista moč, ki jo Bog prebudi, ko nas podari na ta svet, bi jo zaprli, ne? Bi se ustrašili, pa verjeli nasilju, verjeli agresivnosti, pa vsem tem stvarem, ne? Zato Kristus sprejme to, da ga jaz ranim, da jaz ne zaupam, da sem sovražen, da se bojim, da se vas bojim in mi ne vrne, ne? Tako pa v meni ukrepi ljubezen, pa zaupanje, pa trdnost, ne? Ker me sprejme tam, ko sem zaprt, hudoben, nevošljiv, lažniv. Tam me čaka, ne? Zato to ga boli. Ker jaz njega ne maram, jaz drugih ne maram. S tem ugašam to, kar je živega, pa v meni gori, zavedno gori, ne? Božjega. Ampak Kristus me tam sprejme, se pravi, posledice tega pa vse to sprejme. Zato ga boli. Tako tudi ena mama, ne, ko te sin zataji pri 17, 18, ki ga je oče napumpal, ali pa obratno, kaj doživljaš? Veliko bolečino. Pa začneš zaradi tega sovražiti otroka. No, razen čez umsko bolna, ampak drugače pa ne verjamem. Ne verjamem. A lahko? Ne. Če ste brali Kolibo, ena luštna knjiga, ki je Amerikanec napisal za svoje otroke, zadaril za božičen ali kako. No, tam tako se zdi prav lepo prikaže to, kako je vsak Božja hči, vsak je Božji sin.
in kako se Bog matera hrepeni, da najde človeka. Da bi mu srce zagorelo, ne. Dobro, pa je pa ta odpuščanje. Odpuščanje pomeni, koliko zdaj že govorim? 1 uro? Dobro. Kaj je bolj odpuščanje? Recimo, kako ga lahko o tem, kar govorim, opišemo znotraj ljubezni? Ja. Ko greš spovedi, po kaj grem, ko grem spovedi? Pri spovedi, jaz mislim tako, ne, grem sprejeti, da me je Gospod sprejemal, ko sem sovražil, ko sem bil hudoben, ko sem zameril, ko sem bil pohoten, ko sem bil pohlepen, da vse te trenutke vidim, da on je mene sprejemal in je čakal, da je zagorelo meni, ne. Ker pohlep ugaša, požrešnost ugaša, zamera ugaša, zaničevanje, primerjanje ugaša to, kar me greje. In zdaj, ko grem k spoved, se najprej to, Gospod, jaz sem tvoj ljubljeni, hvala ti tudi v tem pohlepu, pa se odrekam pohlepu. Osvobodi me te ječe, ki okrog mojega srca debeli temo, pa dela obzidje, ne? Pa me duši. Pa ves nered, pa navezanosti, ne, na stvari, pa da sem čist bolan, če tega ne bo, pa če onega ne bo, pa se že zdaj tresem, ker sploh ne vem, če res, ampak recimo. In to se zdi odpuščanje pol pred križanjem, ko jaz doživljam, da me je Gospod sprejel tam, ko ga jaz prebijem, ko ga namaram, ko sebe namaram, ko vas namaram. To me on sprejema, da bi se lahko poslal od tega, da namaram ne sebe, ne vas. Da bi se poslal od slabega, od tistega, kar me duši. Ne od njega. Ne od njegovega veselja do tebe, pa do mene. Pa do vseh. Ampak od tega, kar mi krade to veselje. Ker pa prav Pavel, da so to hudobni duhovi, pa tako naprej, ne? Pa še kažem drug tudi. No to zdaj, sedi to že ves čas govorim v resnici. Tako da bomo kar počas končali. No to je po Fausti par stavkov. Predrznost. Božje ljubezni. Pardon, da takole motim. Kje pa je maraton? Maraton je po kapeli. A greš ti pokazati? Maraton, se nič tekačo na vid. Pa toliko tečejo že, koliko dni, 4? No, to je Kurešček, Alojzij Čemažar. Dobro, zdaj jaz tega ne bom, ne, to je, date v iskalec ljubezen ali pa ljubi, pa je prav zanimivo to prebirati, a ne, te stavke iz Svetega pisma na to temo. Ampak zdaj bom še jaz naprej. Bom povedal vsem sintezo. No, Sirah, Bog nam pripravlja ognjišče, skriti kamrici. Nepostavnost, ne, to je lumparija, po domače. Recimo, se bo ljubezen pri mnogih ohladila. Če imamo ljubezen to, kar je Bog prižgal vsakem človeku, ne moj občutek. Evo, Alojzij, Evharistija.
slovenski svetniki, kandidati. No, to je še Frančišek. Evo, samo ljubezen napolnjuje prazne prostore, ki jih povzroča zlo. Ne samo v odnosih, pa pri drugih, ampak tudi pri meni, pa pri vsakem. Ko berem Božjo besedo, se to dogaja. Zato sem bolj odprt, bolj umirjen. Cerkveni so celo rekli, ne, ti, ali to tudi v ruskem romarju zapisano, ne vem, ti ber Božjo besedo, tudi če nič ne razumeš, ker hudi duh razume in beži. Ne. Nima, zgublja moč, ne, ta tema, ki človeka matra. Tako da ni treba razumeti vse, kar beremo. Pomaga seveda, pa pol te tudi, če te zagrab veselje, ne, da bi čim več razumel, čim več sprejel, pa tako naprej. Zdaj imam ga takega sobrata, zdaj tudi le prišel. Ne. Ker se je tem pismom začel, je še z mene njegova prva ljubezen. Dobro. Evo ga Frančiška. To je iz te okrožnice njegove, ta srednja misel. No, se mi zdi, če gledamo, kaj žari iz njega, ne. Ja. Da ga celo ljudje, ki ne marajo cerkve, ga imajo radi. Zakaj? Zato, ker je tako lep. No, ja. Ali pa zato, ker je tako lep, z veliko. No, to je pa osebna izkaznica Boga do nas. Recimo, poznane, ne, poznate. Ta je tudi ta stavek, največji od teh je ljubezen. To je geslo tega maratona. No, o tem se mi zdi, da sem govoril, da je to povzetek. Ne, če gledamo ljubezen, pa daš Kristus namest ljubezni, utelešena ljubezen, je to. Kristus do mene, do tebe, do vsega. Pa sem to, se veselimo tega. Euharistija. No, recimo, zdaj pa to bolj pomoderno povedano. Ljubezen zmore. Ne deli ljudi na dobre in slabe, ampak v srcu deli zlo od dobrega, ne, od ljubezni. V vsakem človeku gori Božja ljubezen. Prosto je treba dati, ne. Zdaj. Če se spomnite te glorije, ne, je ta možakar zanjo molil, pa se je odprlo, ne, njegova ljubezen, pa ni bilo nič posebnega. Jokov je zanjo. Mati Avguštinova, kaj je delala? Isto. Pa bi rekel, cajt je zgubljala, ne. Na ljubezen je svojega sina prevzvala, da je tudi v njegovem srcu uživela. In je uživela. Tako da, če ima zdaj sina, ki te ne pozna, pa noče poznati. A ne. Seveda, sedovi se ne vide v kuji. Ali pa takrat bi jaz rad. No, se zdi še ena stvar, ki je zelo pomembna pri Božji ljubezni, to, da nas uči imeti, sprejemati, spoštovati, naklonjen biti do človeka, do grešnika in biti strog do zla, ne obratno. To se mi zdi isto. Jezus se je zaradi tega raztrgal, da bi mi znali se zlu upreti, ne človeku, ne človeka sovražiti, ampak zlo. Tako je on naredil. Zato se lahko tudi tle pogovarjamo danes, pa so svetniki. No. Pol naslednja, ljubezen posluša drugega. Je to enostavno? Bistvo duhovnega spremljanja je poslušanje. Poslušanje je narediti prostor vse, pa ne? To je že ljubezen. Ko te nekdo posluša, se
ogreva tisto, kar je živega, kar je Božjega. Pa ni treba veliko, ne? Zato vsi doživljamo. A ni? Pol daje vsakemu pravico. No. Torej, ko poslušam, odkrivam, kdo je. Ne kaj je, kdo je. Pojmo naprej. Tretja, to je recimo zdaj bolj na moderen način povedano to, kar je prej Pavel Korinčanom povedal. Ne? Dejstvo, da je najprej Bog do nas tako, pol nam pa tudi take ljudi da v določenem obdobju, ne? Da je nekaj tega, pri starših je veliko tega, ne? Pri nekaterih več, pri nekaterih manj. Ljubezni, sprejetost, sprejeti drugega. Zmore. Bližnji zaradi tega, ker ga ista luč prižiga Božja kot mene. Pa se tudi s tem bori tako kot jaz. Prizna lastne meje. Ne? Gorenc, ne? Je ščene, ampak vidi leva. To je jezuit po novicijatu. No, dobro. Ta je lušna, a ni? Ja. Počas nehaš videti leva. Po 50, po 60 je pa že sestradan. No, dobro. Še ena. Še ena je, daj. Zmore. To je to, kar pravi Korinčanom. Bog razvija zaupanje do nas, mi do njega, po ljudeh, po težavah, po strahovih, po konfliktih. Takrat bolj aktivno, kot pa, ko vse lepo laufa. Dobro, to je zdaj, kako počas rastemo, ne? Ko majhen otrok dejansko zaupaš, ne? Si ves odvisen, si ves predan. Pol imaš pa vse te faze, počas. Včasih je tako, včasih je tako. Identifikacija, se pravi, ne vem, ko kakšnega sobrata na novo vidiš, pa kaj naredi, te prizadene, ne? Pa ga pa poznaš 2 leti, ga pa doživljaš kot svojega, te pa nič več ne prizadene. Mu zaupaš. Tudi če doživi stvari, ki so boleče, ampak mu zaupaš zato, ker si ga sprejel, ne? Si se identificiral pred Bogom z njim, recimo. Ali pa mož pa žena, ne? Ni več tistega, kdo bo koga. Lahko sprejmeš tudi temo človeka v zadnji fazi, ne? Identifikacije. Dobro. No. Tako. To ne bom nič razlagal. To je na tej ravni, ne, antropološki. Dejansko Božja beseda nas tudi mehča v tem smislu, ne. Evharistija tudi, spoved tudi. Jasno pol odnosi, lepi odnosi tudi, ne. Za razvoj zaupanja ni odločilna starost, izobrazba, družbeni položaj pa spol. To je zanimivo, ne. Eko. To je samo ponovitev.
Korinčanom, v srcu odkrit Boga, sebe, drugega, odprtost, dostojanstvo. V tem je naše dostojanstvo, ne? Da smo Bogu dragoceni, ne glede na to, s kom se primerjamo in kako. Tudi če se. Zdaj je pol zaupanje do sebe pa do drugega zdravo. Kadar temelji na tem, ne, da ga Gospod ljubi, spoštuje, da mu je naklonjen. Da ni on vir moje moči, ampak Gospod. Jaz slovo z njim delim. Enkrat on z mano, ko sem revež, enkrat jaz z njim. Ampak ne posedovanje. Čeprav to delamo, ne? Dobro. To je pa zdaj zaključek. Pa še čas bo, da izmolimo. Kako? A vprašanje? Če boste kaj odgovorili, kar? Ja, to je vse v redu in prav za nas. Je človek rekel, ki smo na način po Božji milosti izbrani. Ampak vsak izmed nas ima 1000 in 1000 vprašanj, prav gotovo na področje zla, ki je dotik mene osebno, družbe, človeštva. Tudi Jezus je poslal svoje apostole, ne grejo zdrav, pa kakšne stvari niso mogle, ker je bil dotik zla tako močno, pa je rekel, ja, tlele pa treba še nekaj posebej. In vsi mi, jaz mislim, da na kakšen način smo bili deležni tudi tako ali drugače, no, ne manične depresije, ampak maničnega strahu ali pa tako da je neusodne ukleščenosti, a ne. Iz katere se bo morda v tistem trenutku tam je težko prebiti ven. Pol je pa res, tudi če pogledamo na družbenem nivoju, sam če pogledamo danes, koliko zla, dobro, tudi s slovenskim narodom, to pobojo, ki pač, dobro, nekod rečejo zapuščen Jezus, ki ga ne bomo nikoli razumeli, 1000 in 1000 mrtvih, to, kar se je dogajalo v Teharju, v Kočevskem Rogu, groza. Danes to, kar je v Darfurju, kar je v Afriki, kar je pred Lampeduso. To zlo, ki se dotika tega človeštva tudi, ne? Ja. Ki se tudi nas dotika. No in kaj? Se mi zdi, da zlo je treba gledati samo to, da se k Bogu obrnem, ne? Če gledam zlo, potem se potopim. Potem postanem enak, ne? Hitler je med vojno rekel, da vsi tisti, ki se borijo proti nam, bodo postali enaki kot mi. In dejansko se to tudi dogaja. Vse tisto, kar je Hitler raziskoval, so pol Amerikanci naprej peljali. Recimo. Se pravi, se mi zdi, da je treba gledati Boga, ki nas obuja od mrtvih sredi zla in smrti. Meni še pomaga gledati zlo. Kaj mi pomaga? To, da zjokam, pa da se obrnem k Bogu.
A lahko še kaj naredim. Pa da sem pol, koliko ima Ignacij v duhovnih vajah, da me je tako bolelo delati zelo, kot mi je zdaj avtomatsko voziti avto, ne. Da bi tako z veseljem pa avtomatsko delal dobro, kot zdaj vozim avto. Ali pa kot sem navajen na slabo, ne, na požrešnost recimo, kaj takega. Molitev, pa Božja beseda, pa gledanje Boga, pa branje, pa Evharistija. Ja, da bi mene začel boleti zlo in da bi dobro pa sodelovanje z Bogom postalo tako avtomatsko, kot je vožnja z avtomobilom. Recimo, ne. Ampak kdaj to jaz lahko je? Takrat, ko se zlo dogaja, kdaj pa? Kam se jaz obrnem, ko se zlo dogaja? A začnem preklinati? A kaj? A se jezim, ali obsodim, ali se pohujšam, ali vržem kamen kot tisti na grešnico. Kaj pa naredim s tem? Še jaz postanem ujetnik istega zla, ne? A ni? Še jaz se odrečem Božji ljubezni, ki je v meni, ki je tudi v tistih, so utonili, pa v tistih so jih potopili. Fausti piše, ne, da Juda se je zagledal v zlo. Kaj je pa naredil? Samomor. Peter je imel isto zlo, samo koga se je ozrl? V Jezusa. Ker pri sebi ni mogel najti. Ga je krivda, razočaranje, vse tisto, kar je rekel, je padlo. Jezusa dejansko ne razume, sebe ne razume več dobro, kaj je, kdo je. Z drugimi ne zna biti. Kaj je to? To je zlo. Ampak kam se je Peter obrnil? Kaj ga je rešil? To, da je mu ameriško vojsko, da je šla pol, pa je potolkla te Žide, pa je naredila red, pa rabcem dala vso oblast in pol so srečno živeli do konca svojih dni? Nič od tega. No. Zato se zdi s cerkev pa skupnost. Pa če gledamo prvi kristjani, pogani so se sproblačali, ko so jih videli umirati, ko so jih pobijali. Ne takrat, ko so se kristjani ustili, koliko so pobožni. Ali kako? Ne, se pravi, Peter se je ozrl k Jezusu. Ga zlo ni požrlo. Juda se pa ni. Jaz mislim, da je to, ne? Da mi preveč gledamo zlo sveta. Kaj? Novice so zlo. Večinoma, ne? Karkoli bereš, kar sape zmanjka na koncu. Če bereš. To je res, vse gre k koncu, vse bo zdaj. Ja, zdaj, kje so zdaj policaji, da jo red naredili, kje pa, ne tako. Tako začnemo razmišljati, ne? Kdo nas bo rešil? Ja, kdo nas bo rešil? Zla. Kdo nas je že rešil zla? Jaz ne. Jaz nisem od mrtvih gostov. Kristus je, ne? Kristus je tek, so se potopili, so pomrli, od lakote umirajo. Daj otroci od lakote umirajo. Kdo jih je ustvaril, kdo jih sprejema? Kdo nam vrača življenje zaradi tega, ker oni umirajo pa trpijo? Kdo? Jaz ne. Kdo nas ima rad kljub temu? Ali pa v temu? Pa ne reče, zdaj pa jaz tale dan ugasno za vas, niste vredni. Amerika, kot da jim kol ni bilo. Evropa je izkoriščevalska, kruta. Nobenega evropejca več, svoboda na zemlji. In pa vse pa v Afriki začnejo iste zverinjade, kaj? A ni to? No. Tako pač človek omejeno razmišlja, ne, o tem, ampak Jezus ima odgovor, ne? Sredi zla, sredi smrti je ostajanje. Sam jaz moram gledati nekaj, ki je ostal, ne sebe. Ker me ohromi, zlo mene ohromi. Jaz pa ne moram misliti, jaz narobe mislim. In mu postanem podoben zlu, če ga gledam, pa se z njim ukvarjam. Zato imaš v razločevanju pa Jezus v skušnjavi, ne v puščavi. On se ne pogovarja
zlom. On citira Božjo besedo. Ne verjame, ne, mu ne da besede. Pa bo zaradi tega življenje dal, ne, ampak mu vse ne da besede. No, to je mene najbolj šokiralo, ne, da je Hitler rekel, tisti, ki se je borili proti nam, bojo postali enaki. Na isti način, ne. In dejansko v duhovnem življenju je tako, ne. Svet Anton, ko se je sam boril proti hudemu, ni mu šans. Ko pa rekel, Jezus, reši me, se je pa nehal potapljati. Tako kot Peter. Nobena vlada nas ne more rešiti zla. Ga množi. Ameriška v imenu odreševanja ljudi povzroča trpljenje. Če 200,000 Iračanov stranski produkt se splača mrtvih, ja pa je to okej. Vse, kar je Bog ustvaril, ja to je pa čist skregal, ne. Tle je čista podobnost s Hitlerjem. Nobene razlike. Tokla ne. A je. Pa jaz isto, ne, če jaz zdaj psujem, sovražim, sem v istem, ne. Če jaz zdaj, ne vem, me isti zli duh drži. Če jih sovražim, pa zaničujem, pa. In me dela enakega. Da zgubim sebe, to, kar sem, in da pol živim od tega, kar imam. Da se borim za to, da bi čim več imel. Zgubim pa to, kar sem. No, še kdo? To je tako jeclanje, se mi zdi, no, sej Bog. Bog ima kontrolo, ne? Znotraj Božje zgodbe smo. Napišejo zgodbo Amerikanci. Niti Hitler, niti Stalin, ali pa kakšen tak. Ne? Ko je bilo, ko so Jezusa ubili, je zapisano, ne, da se s tem uresniči to, kar je Gospod načrtoval za človeštvo. V zlu, ne v baldahinih, pa z Rolls Royci. To je moč ljubezni, se mi zdi, ne. Edino, kar premaga zlo, kdo pravi? No, to mnogo svetnikov pravi, ne. Frančišek tudi ponavlja. In tle nas najhitreje prevara, ne. Ko se jaz zazrem v drugega človeka, ki dela zlo, bi ga rad zatrl. In mu postanem enak. Sem padel v isto past. Isti hip. To je tako hiter, a ni hiter. Sploh dokler si zdrav, močan, misliš, da imaš oblast, da imaš avtoriteto, v hipu. Ja, to je na družbenem nivoju, recimo pri nam pred vojno, ki je bil fašizem, ki je počel grozodejstva, ne. In protirevolucija, komunizem, ki se temu uprl. Ampak to je to, kar ti govoriš, da so prišli na isti nivo in so počenjali isto. Človeka pa niso spremenili, ne. Ja. Ker jaz tebe ne morem, jaz lahko sem sebe. Jaz lahko sem pri sebi dam besedo ljubezni, ne morem pri tebi dati. Ne morem. Pa se lahko še toliko matram. Lahko pa molim, da bi jo ti dal. Lahko pa sprejmem tvoje udarce, pa te blagoslavljam. A ne? Dobro. To je Jezus. Jaz brez Jezusa sem navaden nasilnež, nič drugega. Prosim. Ja, meni nagovarja, no, glede največje ljubezni, tudi to, kar Jezus pravi, da je največja ljubezen, če daš življenje za svojega prijatelja, ne, in on tudi to naredi, ne. Da življenje za nas in poleg tega še si naloži vse te naše grehe in to našo grešnost, ker mi sami ne moramo ven iz tega splezati, ne. Nikakor, ne, ker so tlele in demoni in vsi, ki nas razumsko toliko presegajo, nimamo šans, da nas ne bi
zvabili v zanko, da pademo, ne, in z tega sami ne moramo ven. In da je to res ta brezpogojna, večna ljubezen, ki nas sprejema ravno v tem, ko pademo v te naše grešnosti, nezmožnosti, da sami ven z tega pridemo. Ne. Ali pa, če še dodam k temu, ljubite svoje sovražnike. Zakaj je Jezus to prav? Ker s tem se zelo premaga, ljubite. To pomeni, da ga moram jaz zdaj na koleneh nekaj. Že to, da molim za njega, pa da ga blagoslavljam, ne? Kaj se v meni dogaja? Mi to premalo delamo, zato pa je kot je, ne? Ne? Gledaš Ribičiča, a moliš za njega, pa ga blagoslavljaš? Ja, pol v tebi raste ljubezen. Če ne pa kaj. Pa moliš za vse tiste, ki so 52-53 milijard evrov spravili na privatne račune v tujini. Če jaz za njih molim, pa jih blagoslavljam, pa jih Jezusu izročam, kaj se dogaja z mojim srcem, s kom se povezuje, ali pa čemu dajem besedo, kakšna je pa razlika v mojem življenju zaradi tega. Pa je čist, bi rekel, hladno, človeško gledano, popolna norost. Totalna norost. A ni? Tako malo. Ta je pa kristjan, tumplek, dumplek. Ne veš, zakaj gre tam življenje. Rahlo zabit, nižji razred, pač se mora to lažiti s temi stvarmi, ne? Ker itak druge moči nima. Mi imamo denar, imamo oblast, oni pa molijo. Ne pa molijo, ne, sej, če jim pomaga, dosti neumni. Mi imamo banke, imamo politiko, imamo vse. Obrnemo Slovenijo liho, kot smo. Še obdavčili bomo. No, ampak, zdaj, kaj pol? Če jaz blagoslavljam, pomolim, pa se ne prepustim temu, ker mi prihaja nagonsko, ne? Banda. A tudi tebi prihaja to? Kaj se bolj zgodi? Ja, komu sem dal besedo? Tlej zdaj, komu sem dal besedo? A sem jaz teglaven? A je nekdo drug teglaven? A sem jaz v njegovi zgodbi? A jaz delam zgodbo? A je vse od mene odvisno? Jaz delam večno srečo zase in za druge, ali kako? Ja, jaz se pridružujem, jaz sodelujem, ne? Jaz nisem teglaven. Če pa jaz obsodim vse te, pa se jaz teglaven, ali ne? Pa zaničujem je, kdo je pol? Kaj se grem jaz? A je v mojem srcu bolj svetlo zaradi tega, pa lažje delam? Sploh ne. No. Še kakšna misel, protest. No, tako se zdi, jaz sem Faustija večkrat že bral in to, blagoslavljati sovražnike, moliti za njih, ne, to je najbolj težko prebavljivo, še vedno zame, ne, rekel. Ampak ko včasih zaupaš, pa začneš, je velika razlika. Ne, pol celo prav, ne, če mi toliko se razburjamo, pa ko bereš del, pa protestiramo, pa nekaj, če bi toliko moliš za njih, pa jih izročal, ne, se ni treba zdaj ne vem kaj. Ampak da blagoslavljaš te ljudi, bi bila velika razlika, ne. Tako pa mi zdaj z razburjenjem, z obsojenjem samo povečamo temo, ki je. Niti stotinke milimetra je nastanjšamo s tem. A jo? Ne. Pa to vzdušje v Sloveniji, ki je ne tako zadušljivo. Ko priješ nekam ven, ker nisi tam doma, ker ne poznaš dobro, se ti zdi, da je fajn zrak, ne? Ker nisi bil tudi vsega podna deležen. To pa ne pomeni, da je posod tak poden, ampak poden je pa posod, zato smo posod ljudje. Ne, nisem, ja, tam so pa res. Ja, no.
To so res, dokler jih z aviona gledaš. Jasno, da imamo pa svoje probleme, ne? So posod, niso samo pri nas. Ampak ne, se pravi, na čigavo stran se mi postavimo, zakaj, kaj želimo delati, ne? V čigavi zgodbi sodelujemo. Želimo sodelovati. Ne, če jaz v božji zgodbi sodelujem, jaz ne rabim se dati teže, vrednosti, slave, častin tega, zato ker Bog to že vse dal. Jaz rabim to sam sprejeti, jaz ne rabim sebe napisati zdaj, da bom večji od predsednika države, da so mene poslušali, da so mene videli. Jaz sem v drugi zgodbi, jaz to že vse imam. Bog je to že vse dal. Pa ne samo meni, tudi temu, ki se napihuje nad mene, pa ne ve, da ima. Pa da ne vodi on zgodbe. Pa zgodovine. Ampak nekdo drugi. Ker zaradi tega jaz nisem nič bolj zdaj več vreden, pa če jaz to vem, ne? Če ne znam živeti iz tega. Če mu ne zaupam, ne? Če mu ne dam besede, takrat, ko je kriza, takrat, ko me zlo, osebno, skupno. In tle je boj, ne? Tle se podpiramo, zato je skupnost. Se mi zdi. Da se vedno znova obrnemo k njemu, ki vodi zgodbo, ne? Ki je vstal od mrtvih. Nisem jaz vstal, on je vstal. Zdaj moram k njemu obrniti, skrb se moram k njemu obračati, ne k sebi. Kaj boš videl? Cerkvena politika, dej. No, to je v globini, ne? Pa nas pa vedno zanaša. Malo gore, malo dole, malo tamo, malo vamo. Odvisno od značaja, od vremena, od vsebnosti vode v telesu, od vsega. Pa do tega sem kaj molil, danes ali nisem. Pa tako naprej. Zdaj razni video krožijo, ne? Ko en mladenič nekaj dobrega naredi, pa cela veriga, kako gre naprej. Se spomnite na internetu, ne? Kako se dobro množi, na enak način se tudi slabo, ne? Ampak tako preprosto, da vesele, ne? Ker veš, da je res. Pa se vse ne treba tako boriti, da človek da prostor, besedo, da odpre pa reče, ja, ne bom se dal egotu, bom naredil ravno obratno. Da bi odprl to verigo, ne? Pozitivno, blagoslova. Pa ni tako enostavno, ne? V naši kulturi pa sploh ne. Ljubezen se zmeri v dejanjih izrazi, ne? Če je prava, če smo res v njej. V dejanjih, ja. Zato je zdaj tole že konc ljubezni, ko jaz se smatram tle. Koliko časa že? Koliko je ura? Ja, se piše do 9. O, Marija. Nihče ne gleda na uro. No, tako. No, se zdi tako, ne, da se lahko veselimo tega drug, ki ga imamo, znotraj katerega smo povabljeni, ki se učimo mu dajati besedo, se učimo, ne, učimo se. Sredi vsega hrupa in proti in tokov, besed, vsega, ne. Ampak to ima vsak rod, po moje, kristjanov. Sam mi svojega doživljamo, ne. Če beremo svetnike, vidimo, da je bilo, če bereš Julijana Znorbiča, če bereš posod, ne, Terezijo, Ignacija, prišel v Rim, vse stolčeno bilo. Sirot, žena na cest, ja, isto. Kaj ga je gnalo? Kaj je videl? Pa bi lahko rekel, Vatikan je treba zapreti, kralja bomo odstavili, pa take. Pa je rekel to? Ne. Kaj je naredil? Začel je z dejanji. Pa je še onega bogato gospod, pa onega bogatega gospoda, pa so ustanovili dom Svete Marte, pa so ustanovili to, pa konkretno. To je ljubezen, kaj pa je drugega?
ki sodeluje z Božjim pogledom na nas, ne? Sredi tega, kar se v vsaki generaciji dogaja. Se nam dogaja. Pa tudi dogajamo, ne? Ampak še zmeraj nismo glavni to, kar dogajamo. Bog je največji polomiji, ne? Jezusovi smrti vstajanje pokazal, ne? Da vrne življenje nekomu, ki se ubije. Ki iz življenja naredi smrt. Bog vrne življenje. No. To je ljubezen. V dejanjih. In lepo bo, ko bomo to dojeli, ne? V polnosti tudi. Mislim, da takrat, ko bomo nehali zdaj pa po delih, ne? Včasih močno, včasih pa čist nič. No, cel evangelij v tem piše, ne? Zdaj smo ga brali, pa še ga bomo. Pa tudi drugi, ne? Sam evangelij najbolj jasno. Utelešena ljubezen. Kaj to pomeni? Te zgodbe se moramo mi napiti, ne? Čim bolj, pa čim večkrat. To je Božje hrbtenje. Ignacij ima v duhovnih vajah, spoznavaš Jezusa, učlovečeno ljubezen, utelešeno ljubezen, da bi se od njega naučil, pa da bi sprejel njegovo moč. To je, ne? Nič drugega ni treba. Ni treba meni vse izumiti. To je že. Gospod že dal. Sprejeti je treba. Ko se je Frančišek Severus preobračal po 4 letih, ko je Ignacijev nič daval, pa je pa dela pokoro, ne? V filmu je tako prikazano, da si zaveže roko, da mu je že vse gnojilo, pa in pa Faber pa Ignacij mu končno tisto odvežeta, on pa pade nezavest. Pa se pa zbudi, pa ga Ignacij tako všteje, ne, kaj je hotel s tem pravi, da sem Jezus hotel pokazati, da ga imam rad, ne, da mi je žal za vse, kar sem počel slabega, kar sem zdaj videl. No, pa Ignacij pravi, ne, da se mora celo življenje sem zahvaljevati, za ljubezen, za to, da ga Bog ljubi, se ne rabi nič matrati, nič, ampak sem zahvaljevati. Ni treba roke žagati za to, da ga ima Jezus rad, ne. Ga je imel rad prej, ki je bil ljub, ne. Da je to sam treba sprejeti, da se ne vsak dan sem zahvaljuje, da je ljubljen. Pa da ga je Jezus povabil v svojo zgodbo, ki je večna zgodba, v skrivnost očetov ljubezni do vseh. Ne rabi drugega, zahvaljuj se, je rekel, ne. In pa dejansko Frančišek to začne, ne, kako je pa pol, mislite, Indijo, pa vse 3krat okoli zemlje, koliko se je prevozil možakar, pa 46, koliko let star umrl. Ne, če ni to Faber, 46, ampak odkot tam od, zakaj mislite? Zato, ki je bil toliko močan fizično? Je, prav gotovo. Ali pa Faber, ne, tak šibek, bo zdaj tudi svetnik postal, Peter Faber. Je tudi, ne, pa bolan, to včas, ne, to jih je matrat na vse strani. Pa koliko je šel v Španijo, pa tja, pa koliko ljudem pomagal, pa, a ne, iz česa? Sam zaradi tega. Prav gotovo. Ne. Daleč od tega, ne. In mi imamo isto moč, ne, samo ne damo jih besede. Ali pa premalo, no. Spodbuda je, da želimo, da hrepenimo, da bi dali. Pri sebi in za druge. No, tako. Evo, najmočnejši jezuit. Vidite.
A kaj berete? To, kar papež govori, piše. Ja. Kje bi dobili ta njegov intervju, ki je dal? To bo zdaj išlo. To šlo. Jaz sem še eno stran za prevest po všem provincialu, pa bo. Mogar prek interneta. Dravljska družba bo to izdala. Aha. Na internetu bo delček tega. Je pa luštno. Mislim, da je v tem duhu, no. Oziroma, da sem poskušal nekaj v tem duhu povedati, kar papež ves čas govori, no. Če bil ta katolika, ne? Ja. Govori pa tudi dela, ne. Če malo zmol še za zaključek, da malo še za telo poskrbimo, da ne bo, kako se reče, potrdelo. Ti me ljubiš, stvarnik moj. O Jezus, blagoslovi me, odpusti grehe moje, po svoji ljubi materi me sprejmi v srce svoje, na tvojem svetem varstvu spim, ljubezni tvoji se zbudim, in zadnja ura milost daj, da pridem k tebi v sveti raj. Se dobro staršem vračaj, nebesih jim poplačaj, in vernim dušu smiri se, da bodo tebe gledali. Angelček, varuh moj, varuj me ti nocoj, varuj me ti nocoj, angelček moj, varuj me ti nocoj, angelček moj. Bog pa je stvarnik moj, stvaril me je na svet. Bog pa mi daj še to noč preživeti. Bog pa mi daj še to noč preživeti. Ti boš pri meni stal, ti me boš varoval, jaz pa bom sanjal tiho kraj tvoj. Jaz pa bom sanjal tiho kraj tvoj. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekoma. Gospod z vami. In s svojim duhom. Naj vas blagoslovi in nas utrjuje v svoji ljubezni vsak dan znova, sredi vseh preizkušenj in vsega lepega, vsemogočni in usmiljeni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Hvala, da ste prišli, hvala za vodo, hvala za snemanje, pa srečno boste domov. Hvala tudi Hvala za tebi. zdravje. Seveda največja hvala Patru Viliju za te spodbudne besede, da bi nam res spreobrnile duha, srca in se rezultiralo v naših življenjih. Hvala za udeležbo in vabljeni na svetopisanski maraton.